Nahajamo se v Palači Cukrarna v Ljubljani na razstavi Modra obzorja. Gre za mojo samostojno slikarsko razstavo, ki je pravzaprav nekak pregled zadnjih 3 let delovanja. Gre za tako večja kot nekatera manjša slikarska dela, ki jih v sklopu tega naslova, ki je omaž skladbi Irvinga Berlina, povezuje ravno neka miselnost oziroma neka premišljanja dihotomij, enih si nasprotnih pomenov in mogoče tudi preseganja teh dihotomij z liminalnostjo. Seveda, ravno ta prehajanja, te prehodi so v slikarstvu zahtevni oziroma jih je težko upodobiti, zaradi tega, ker je medij pravzaprav statičen. To se pravi, gre za sliko, gre za neko zaustavljeno podobo. V primeru te razstave se tega pravzaprav lotujem na način, da gre za razširjeno sliko. Ko sem razmišljal o sami postavitvi, o izboru del, sem pravzaprav razmišljal že v prostoru, ki je v tem primeru zelo specifičen. To se pravi stara cukrarna, neobnovljen prostor, ki je deloma bil saniran, je pa na račun tega tudi sam po sebi zelo slikarski, zelo materialen in že nosi neke podaljške vsebin, če se lahko temu tako reče. Prostor se mi je zdel zelo pomemben zaradi tega, ker gledalcu omogoča nek sprehod. Se pravi, da se dela doživi, je potreben nek časovni in prostorski vložek. Številna dela, sploh ta monokromatična oziroma bolje rečeno nekromatična, ki imajo tudi glos, svetlečo površino, gojijo neko afiniteto do risbe, ampak tukaj gre za svetlobno risbo, za odboje, za to, da se razkrivajo nanosi oziroma neki prekriti materiali, skrite vsebine, ki jih ta dela nosijo v sebi. Razmišljanja o razširjeni sliki se mi zdijo za današnji čas zelo pomembna. Številni umetniki se mi zdi se želijo zapreti v ateljeje, v nek svoj bolj intimen prostor, vendar pa se mi zdi, da današnji časi kličejo po tem, da gremo ven, da gremo iz sebe in da pravzaprav poskusimo preseči neke specifike tega prostora in časa in da razmišljamo o tem tudi, kaj bi bilo možno. Tukaj predvsem napeljujem na to, da se mi zdi, da v sklopu našega prostora primanjkuje ambicioznejših projektov z področja likovne ali pa sodobne vizualne umetnosti. Se tudi manjka primernih producentov in primernih prostorov, da bi se lahko to izvedlo. V tem oziru to razstavo doživljam tudi kot politično. Gre preko slike, preko prostora in se usmeri tudi v končni fazi v družbo. To se mi zdi neka točka, kateri se danes zelo težko izognemo. Mi potrebujemo neko družbo, ki je bolj odprta. Bi rekel, da še zlasti ta naša umetniška scena se je v zadnjih letih ali pa 10 letih kar precej zaprla sama vase in zdi se mi, da je zelo ključno za to, da ustvarjamo kvalitetne ideje in tudi zaradi tega, da se uspemo primerno s časom razvijati, da se usmerimo navzven. K slikarstvu sem vedno pristopal na način, da ni ene formule. Številni slikarji se odločijo oziroma pridejo do neke serije in to počnejo dolg časa. Mene v sklopu tega zanima bolj ena slika naenkrat. Zagotovo gre tukaj za neko prepletenost, neko povezanost v smislu nekih tematik iracionalnega, mogoče tudi
nezavednega. Še bolj pa bi rekel, da vsaka slika odpira neko svojo zgodbo. Ne? Zdaj, v enih delih se tukaj odraža neka afiniteta do tekstualne umetnosti, ne? In materiala. Material je zagotovo nek ključ, ki se mi zdi pomemben za dekodiranje teh umetniških del. Se pravi, material sam že nosi neke informacije, neko strukturo. Tako da, mogoče bolj kot nek slikarski pristop, določena dela odražajo bolj kiparska razmišljanja, prostorska, relief pride v spredje in tudi postopki, kot so asemblaž, kolaž, so v bistvu za ta dela značilni. Slike kot take se precej spreminjajo. Ne? Tudi v sklopu tega, kaj se dogaja z mano, kaj se dogaja s svetom. In se mi zdi, da to spreminjanje je nekaj, kar si želim v teh delih ohraniti. Pa naj si bo, da gre za to te črno-bele slike ali pa za novejša dela, ki grejo pravzaprav v barve. Kar pa je skupno tako enim kot drugim delom, je pravzaprav jezik. Moje zanimanje za jezik in v resnici, kako se pomeni oziroma naše doživljanje sveta prek jezika spreminja. Še najbolj bi to lahko povzel s primerom, ki se ga nekako spomnim iz newyorške trilogije pisatelja Paula Austerja, ko nek lik znotraj te knjige zbira neke predmete, ki so izgubili to svojo funkcijo. Naprimer, dežnik brez platna, ni več dežnik v tej svoji primarni funkciji, še vedno pa nekaj je. In v bistvu prek svojih del, preko ustvarjanja, se probam ukvarjati prav s temi stvarmi. To se pravi, kaj je izgubljeno in kaj je mogoče pridobljeno znotraj nekih materialov, znotraj nekih predmetov. In umetnost je zagotovo dober poligon za ustvarjanje pomenov, ker v bistvu to nenehno počnemo. Umetnost je ustvarjanje pomenov, je ritual. Tako da tukaj so zelo zakorenjena razmišljanja o tem, kakšne so te strukture jezika in kako v bistvu včasih zgolj z našimi razmišljanji, z našimi gestami, ko nekaj obrnemo na glavo, ustvarimo nekaj popolnoma novega. Razstava se kronološko začne s sliko navidezne meje, ki mogoče zares ne paše v ta kontekst razstave oziroma v kontekst te serije. Bi se rekel, da je to nekako predhodnica te serije. Na sliki gre za kolaž, ki je naslikan z oljnimi barvami in gre prav zares za neke fragmentirane podobe. Mogoče celo za obravnavanje nekih sočasnosti. Dogodki, predmeti, ki so vzeti iz različnih časovnih, družbenih, prostorskih kontekstov in znotraj te slikarske površine so ujeti, združeni. Ta rez, te zareze so ostre, so skorda nasilne in te prehodi so zelo direktni. Je eno, je nekaj drugega. Svet, ki ga pogosto doživljamo v celoti, kot nek linearen tok, pa je v resnici nekaj povsem drugega, razdrobljenega na veliko enih koščkov. To sliko sem vključil zato, ker po svoje še zmeraj vključuje neke figure, neke motive v smislu mimezisa, kar pa za druge slike naprimer ni značilno. Se ohranja naprimer tekst, znaki, kolaž, seveda kot nek ključni gradnik teh del. Je pa to vodilo potem v bistveno bolj materialno oziroma v nek razvoj, ki je bistveno bolj vezan na uporabo materialov, na zelo direkten kolaž, asemblaž, tudi prehajanje na druge izrazne možnosti. Tako kot tudi je nekako dediščina te slike ostal tekst, besedilo, zapis, nekaj, kar sem v sklopu našega prostora dostikrat pogrešal. Seveda imamo umetnike in tudi neko zgodovinsko ozadje, ko je ta tekstualni del
znotraj slikarstva prisoten, ampak tukaj je šlo mogoče vsem bolj za neko gesto, ki bi lahko bila tudi bolj sodobna. Ne? In seveda, pri teh delih se je vedno začelo z neko skico, z neko vsebino ali pa z neko mislijo. Lahko bi tudi rekel, da me je zanimalo še zlasti pri teh delih, ki temeljijo na tekstu, kako vzeti neke ideje, naprimer z filozofije ali pa literature, in jih prevesti v neko polje, kjer niso tako domače. In to je zagotovo izziv. Zagotovo izziv in tukaj so ravno neki efemerni predmeti ali pa neki teksti, neki najdeni teksti, neki odkruški tega časa postali tako pomembni, zato da so neke ideje, ki niso enostavne, razložene na načine, ki so ljudem bolj dostopni. Potem pa seveda nek ta prehod v smislu tega jezika, ki se ga lahko dobesedno bere kot tekst, preide v nekaj, kar ni tako dobesedno. Recimo jezik so seveda tudi te odkruški časa, te ostanki časa, elementi tekstila, kolaž, barve, v končni fazi tudi neki izrazi, osebni izrazi, slogi, zgodovinski, recimo neki ustvarjalni slogi, ki se sestavljajo v neko novo celoto, v neko novo abecedo. To se pravi, ambicija del, še zlasti mogoče teh kasnejših, ki vključujejo tudi barve, je prav zares v tem, da se zgodi neko grajenje iz starega ali pa iz obstoječega, s tendenco potem, da se poskusi ustvariti neke zarise novih možnosti.